Lepo pozdravljeni. Dovolite mi, da najprej ponovim izjeme od karantene na domu, ki velja že od 10.1. In sicer velja izjema od karantene na domu za vse tiste, ki so prijeli poživitveni odmerek, za vse tiste, ki so bolezen preboleli pred 10 dnevi, hkrati pa od tega ni poteklo več kot 45 dni, potem za vse tiste, ki so bili polno cepljeni in hkrati tudi preboleli COVID bolezen. Vlada pa je danes na dopisni seji sprejela spremembo odloka o izjemah od karantene in od srede dalje veljajo tudi naslednje izjeme. Osebe, zaposlene v zdravstvu, sociali in pa vzgoji ter izobraževanju, so izjeme od karantene, ukolikor so bile v tesnem kontaktu zaradi COVID-19 in se morajo ob prihodu na delovno mesto vsakodnevno 7 dni testirati. Ali s hitrim antigenskim testom pri delodajalcu, ali za samo testiranje, ali s hitrim antigenskim testom pri izvajalcu hitrih testov. Hkrati morajo uporabljati FFP2 masko in pa v primeru, da so v tesnem kontaktu z nekom, ki je okužen s COVID-19 izven procesa delovnega mesta, morajo o tem obvestiti svojega delodajalca. Se pravi, če bi bili nekje v svojem privatnem življenju v kontaktu z nekom, ki pozitivni bi bili na ta način deklarirani kot tesen kontakt, morajo o tem obvestiti delodajalca, da bodo potem posledično 7 dni vsak dan na delovnem mestu izvajali hitri antigenski test za samo testiranje ali pa pri izvajalcu hitrih antigenskih testov. Izjema od karantene pa so od srede naprej tudi učenci, dijaki in pa študentje, ki so v stiku z nekom, ki je okužen s COVID-19 pri pouku. Poudarjam, za to skupino velja izjema od karantene, ukolikor so postavili tesen kontakt na podlagi okužbe sošolca, se pravi v sami šoli. Hkrati so seveda izjema zato, ker se bodo tistega dne, namesto da gredo v karanteno, vsakodnevno 7 dni pri pouku, se pravi v šoli, testirali s hitrimi antigenskimi testi za samo testiranje. Oddelek pa gre vseeno v karanteno, kadar znotraj 14 dni doseže število okuženih v oddelku 30%. Enak protokol velja za predšolske otroke, s tem, da za predšolske otroke ni predpisano testiranje. Gre pa oddelek v karanteno, kadar dosežejo 30% okuženih znotraj 14 dni. Tisto, kar je pomembno, je to, da se odrejenih karanten za nazaj, se pravi izrečenih pred sredo, ne preklicuje. In od srede naprej velja nov protokol in se le-te izdajajo oziroma so izjeme po novem protokolu. Poudarim pa naj tudi to, da izjeme od karantene, ki so bile sprejete že 10.1., so superiorne. Ja? Kar pomeni, naprimer, da učitelj, ki je polno cepljen, ja, seveda ne spada v te izjeme, ki se morajo potem dnevno testirati na delovnem mestu, ampak ki spada v izjeme od karantene, zdaj, ker je polno cepljen. Dovolite pa mi, seveda, da se dotaknem, preden predam besedo kolegu dr. Fafanglu, tudi razlogov, zakaj te spremembe karanten. Spremembe karanten so bile sprejete na podlagi novih spoznanj stroke o omikronu. Dejstvo je, da s tem zagotavljamo, da najpomembnejši, tukaj mislim predvsem šole, in po drugi strani najvitalnejši ali pa najbolj ranljivi deli naše družbe še vedno naprej, kar se da nemoteno delujejo. Tukaj mislim zdravstvo in pa socialo. Hkrati pa verjamem, da s temi ukrepi pomagamo tudi vsem ostalim segmentom družbe, da bodo normalno delovali. Tudi gospodarstvo. Kajti na ta način ne samo, da bo manj karanten, ampak bo tudi manj uveljavljen višje sile zaradi varstva otroka ob karanteni. Pomembno je, da seveda druga sproščanja, in tukaj bo verjetno več vedel povedati dr. Fafangl, ta trenutek, glede na to, da imamo v bolnišnicah danes še vedno hospitaliziranih 566 COVID bolnikov in pa hkrati 158 hospitaliziranih na enoti intenzivne terapije,
niso mogoče. Kajti tveganje za dodatno spreminjanje oziroma sproščanje karanten bi bilo na podlagi spoznanj in pa vedenja stroke pretvegano v tej fazi epidemije. Še vedno se moramo zavedati, da imamo 158 hospitaliziranih enotah intenzivne terapije in da to predstavlja pomembno obremenitev za zdravstvo. Zdravstvo ne deluje tako kot pred epidemijo. Zdravstvo je glede na sam začetek epidemije še vedno v rdečih številkah. Nikoli prej nismo imeli toliko dodatnih enot intenzivne terapije. Poleg cepljenja, ki je ključen ukrep, pa naj pozovemo vse državljane ob teh visokih številkah okužb, ki jih imamo dnevno, da se obrnejo, predvsem tisti iz rizičnih skupin, na svoje družinske zdravnike, s katerimi bodo dogovorili prejem enega od možnih zdravil, tako cepljeni kot necepljeni. V naslednjih dneh dobimo v Slovenijo Sotrovimab, imamo pa Rekirono, Ronaprel, Molnupiravir in pa Remdesivir. In to so vsa zdravila, s katerimi lahko pomembno zmanjšamo težji potek bolezni oziroma verjetno za sprejem v bolnišnico in na ta način razbremenimo najožji del naše družbe oziroma tisti del, ki je v času epidemije najbolj obremenjen, se pravi zdravstvo. Dovolite pa mi, da na koncu seveda izpostavim tisto, kar je še vedno ključno spoznanje stroke, to pa, da cepljenje ostaja ključen ukrep in da je cepljenje številka 1 ukrep, kar se tiče obvladovanja epidemije, predvsem z vidika težjega poteka bolezni. Nazadnje to kaže nedavno objavljena študija naših epidemiologov v mednarodni reviji, ki je jasno povedala, je bila narejena nedavno v 4. valu epidemije, in sicer, da polno cepljeni, znotraj 3 mesecev po polnem cepljenju imajo 93% zaščito pred težkim potekom bolezni. Polno cepljeni 4 do 5 mesecev po polnem cepljenju imajo 85% zaščito pred težkim potekom bolezni oziroma pred hospitalizacijo. In polno cepljeni pred več kot 6 meseci imajo 46% zaščito pred težkim potekom bolezni. Sporočilo je jasno. Tako kot je že povedala posvetovalna skupina za cepljenje, ugotavljajo tudi epidemiologi svojo študijo, ki je bila seveda na ta način tudi prepoznana in objavljena v mednarodni reviji, da vsem, ki so prejeli polno cepljenje pred več kot 3 meseci, naj pristopijo k 3. odmerku. Vendar ne nazadnje prosimo vse, da pridete cepiti, vsak odmerek šteje. To sporočilo je sporočilo stroke in kolikor bomo uspešni pri tem, da zaupamo in sledimo stroki, verjamem, da bo tudi obvladovanje epidemije v bodoče uspešno. Hvala.